Ko je pa enkrat osvojila, je bila pa neustavljiva. Dobrodošli v Slonji Soboti in v Zoo Ljubljana. Počasi se poslavljamo od vročih poletnih dni, ampak v septembru je tudi lahko še vroče oziroma vsaj toplo in še skrajni čas je, da povemo nekaj o tem, kako se naša Ganga prilagaja na vročino. Spoznali boste njene trike in pa kako ji pri tem pomagajo njeni oskrbniki. Vabljeni v našo družbo. V vročih poletnih dneh se Ganga hladi tudi z mahanjem uhljev. To ne odganja muhe, se ponavadi prši z vodo in pa s peskom. Ko pa maha z uhlji, se s tem hladi, proizvaja nek veter okrog sebe. Po drugi strani ima pa Ganga na zadnji strani uhljev zelo tanko kožo in pa polno žil. S tem, ko maha, si tudi ta kri hladi. Razlika med azijskim in afriškim slonom je tudi v velikosti uhljev. Afriški sloni imajo zelo velika uhlja, ker tudi živijo v bolj vročem podnebju. Če dobro pogledate uhlji v podobi Afrike, pri azijskih slonih pa ni tako izrazito, da so v obliki Indije. Zato pa imajo tudi azijski sloni manjša ušesa, ker živijo v bolj hladnejšem, še vedno vročem, ampak hladnejšem podnebju. Ganga si v vročih dneh poišče sama zavetje, kjer je bolj hladno, kaj je bolj ustreza. Tako da večinoma, če je res vroče, gre not v svoj hlev, kjer je najbolj hladno. Pred leti smo ji dodali pršenje in pa senco, kot bi ji naredili klimatsko napravo. Sami zaznajo, kdaj jim je vroče, kdaj se je treba hladiti. Velikokrat jo boste videli tudi na žgočem soncu, ampak to je za kratek čas, potem se pa umakne v notranje hladnejše prostore. Sloni zelo obožujejo vodo, se zelo radi zadržujejo v rekah, noter se umivajo, kopajo, imajo socialne stike, tudi plavati znajo, čeprav imajo čez 3 tone. Nekega slona so celo dobili zelo južno od Indije, so ga mogli z ladjo reševati, to za zanimivost, da je plaval več milj daleč. Ganga je imela včasih, ko je bil slonak narejen, majhen bazen, primeren za njeno velikost takrat. Potem pa, ko je Ganga rasla, se je nekega dne zagozdila noter in od takrat ga ni več marala. Okoli leta 2010 pol bazena spremenili v blatno kopel. Lansko leto smo ji pa naredili nov bazen, v katerem zdaj uživa, lahko slava, se potaplja, skratka uživa kot majhen otrok. Ganga gre najrajši v vodo, v bazen, takrat, ko je sveže natočen, in pa seveda ob 7 zjutraj, ko jo spustimo do bazena. Ko ima svežo vodo, je ponavadi v bazenu v 2 urah, mislim, da tudi 5-6krat, po več 10-15 minut, tako da takrat res uživa, včasih tudi izgine pod gladino, potem se gre namilt z peskom in spet nazaj v bazen. V vodi se tudi igra, damo žogo, ki jo potem premetava, včasih jo vrže tudi v grmovje, ven iz ograde, tako da je zelo kot majhen otrok. Ko smo zgradili bazen, smo jo postopoma v bistvu natočili samo do polovice vodo, zato da je pač spoznala globino, spoznala naklon, ampak je zelo hitro osvojila. Ko je pa enkrat osvojila, je bila pa neustavljiva. Najrajše pa gre v bazen, ko dežuje. Takrat pa Ganga najbolj uživa v bazenu. Zanimivo, da ne gre v najhujši vročini, ampak... Ne gre v najhujši vročini, ampak takrat, ko najbolj lije kot iz škafa, najdeš Gango v bazenu. Ko smo že pri vodi, pa lahko povemo še nekaj o Gangini kopalni pustolovščini. Ganga ne bi nekega dne, verjetno še kot mlada slonica, pobegnila iz slonjaka in iz živalskega vrta, ter se odpravila proti bližnji Glinščici. Danes je sicer ta Glinščica kanalizirana, takrat verjetno ni bila. V njej se je namočila, verjetno tudi jo zajezila in se pasla na travniku. Njeni oskrbniki so poskušali na različne načine odpeljati nazaj v živalski vrt, ampak ni šlo ne na lepo, ne na priboljške in tudi na bolj odločne besede ne. Zato je pa ves čas ob njej stražil en oskrbnik
Šele zvečer, ko se je začelo zvečeriti, se je dama odločila, da je dovolj svobode in sama našla pot nazaj v svoj slonjak. Morda se tudi mi lahko nekaj naučimo od Gange, torej da v poletni vročini pijemo dovolj vode, da se umaknemo v senco in počivamo. Naj bo tudi vaša sobota tako osvežilna, kot je bila danes pri Gangi, in se vidimo naslednjo slonjo soboto. Hvala, ker ste z nami.